Lep pozdrav vsem skupaj. Danes video malo drugače. Vedno je malo drugače, mislim, da vedno znova začnem. Danes video malo drugače. Ja, danes bom govoril o... Ne bom govoril o Bitcoinu, to je sigurno drugače kot ponavadi. Govoril bom o altcoinih in sicer tistih, v katere sem tudi sam investiran in ki sem jih že kar nekajkrat omenil in ker je video v slovenščini. In mislim, da je tudi veliko zanimanja za tale kovanec. In to je... Okay. Hive. Ja. Mislim, to je prvič, da bom naredil tehnično analizo Hive-a na videu. In ja, res je, to je... Ker je to manjši kovanec, se ne ukvarjam tako veliko z indikatorji, ker enostavno ni dovolj volumna, da bi šel res v detajle, tako da je nekako bolj pomembna oblika. In tole je Hive Bitcoin karta, daily chart na CoinEGU. In ja, že na to prvo žogo, bi lahko rekli, bi rekel Katanc. Lahko vidimo tlele eno zelo pomembno črto, ki bom ekstra debelo naredil. In sicer to je ta črta, ki je... Ok, to je noise, tega niti ne bomo upoštevali, ampak tukaj vidimo, je prišla do tega, se pravi, je bila tukaj resistance, je bila strop in smo se od nje odbili, smo dvakrat skoraj da pretestirali, se odbili in potem, ko smo jo premagali, smo prišli v ta parabolic movement, se pravi, če bi pogledali to v 5 ciklih, je to akumulacija, to je early trend, to je parabolic move, correction, četrta faza, volatility, no ja, niti ni extreme volatility, ker volumen pada, ampak ja, najboljše, če gledamo dolgoročne nakupe, je sigurno najboljše kupovati takrat, kadar je manjši volumen, kadar je zanimanje nizko. Takrat, kadar je zanimanje na vrhuncu, tukaj, ko je bil high 30 centov po kovancu, takrat je najslabše kupovati. In ironično ravno takrat največkrat kupujemo, zato ker takrat slišimo o kovancu. Ampak ja, če si pogledamo, kaj je tale pomembna cona, ki jo gledamo, se pravi, tole je na 1121 satoših, ker pogledamo, kaj se dogaja s ceno vsakeč, ko je prišla do te, ok, vedno rišem v TradingView, na CoinEGU, praktično ne, ampak tega kovanca ni na TradingView, zato sem tukaj. In se pravi, ja, če si pogledamo samo, kaj se je dogajalo s ceno, ki je prišla do te ključne cone, ki sem jo tukaj narisal, 1121, vidimo, da se je ok, treba zamenjati barvo, odbila enkrat, štirikrat, se pravi 5krat. In pogledajte tu, kaj se dogaja. Odboj. In ponavadi je tako pri tradanju, pri teh conah. Imamo strop. Ok, gremo stran od te karte, samo da teorija. Čas za teorijo. To je takrat, ko vsi učenci pa zaspijo za mizo. Ko govorimo o teoriji. Ko pridemo prvič do nekega suporta ali stropa, je največja vrednost, da se odbijemo. Ko pridemo drugič, imamo lahko double top, se temu reče, če se tukaj odbijemo, to imenujemo double top. Je že več vrednosti, da bomo to prebili. To si predstavljati, kakor da razbijamo, da je to mogoče let in ga razbijamo z bacolo in hočemo priti čez, ali pa stena in jo razbijamo z bacolo, hočemo razsuti, hočemo priti čez. In testiramo enkrat, dvakrat. Ponavadi presekamo v drugem ali tretjem poskusu.
To je čisto generalno pravilo. Recimo, če še vedno ne v tretjem, če ne premagamo v četrtem, je to že znak, da enostavno cena noče iti više in enako velja obratno za nižje. Okay, tukaj v bistvu v tem primeru so to tla. Tako da, kadar imamo že 4-kratni odboj, ponavadi to pove, da enostavno cena noče iti više oziroma nižje, če bi bilo to zamenjano, če bi šli iz te smeri. 1, 2, 3, 4. Seveda ni tako lepo, tako enakomeren odboj, ampak važno je tukaj princip, da če se 4-krat odbijemo, na splošno to pri tradanju pomeni, da enostavno ta cona je tako močna, da nekako ne moremo skozi. In pogledamo, kaj se res tukaj, koliko se je to že odbilo, neverjetno res smo že našteli prej, se pravi 8-krat. In kar je še tudi zelo zanimivo, tukaj če opazujemo samo obliko telih naših svečk, to so daily candli. Aha, tega se pravi, če opazujemo tole, kako se svečke spreminjajo. Tukaj imamo tale body, se pravi body, svečke je v bistvu tukaj, kjer je sveča polna, in potem imamo tele puščice, to so wick. In to nam v bistvu pomeni, ok, tukaj je polna, se pravi, tukaj je še velik moment nadol. In pogledajte tukaj, kaj se zgodi, ko pride do tega, da se body manjša in imamo dolge tele puščice, wick, sence, več imen, kako se to pomenuje. To pomeni, da je veliko kupcev, ki želi to ceno obrniti na gor. In pogledajte, koliko je tukaj teh puščic. Se res da obe smeri, zato pa se hype se približuje, po mojem mnenju, zelo, zelo ključnemu momentu, obdobju, bom rekel raje v obdobju, ker ni samo to zdaj en moment, da se to vse spremeni. Pogledajte, koliko je teh puščic. In tudi, bodimo realni, tudi v drugo smer. In to pomeni, da se dejansko, te smo tudi že govorili, na marketu imamo vedno expansion, contraction. Expansion, contraction. In tukaj res vidimo, kako se ta cena, če pogledamo, če vse to združimo, ok, imamo tole močna tla, seveda bi lahko nekdo rekel, ok, niso tla že tukaj dobro, seveda cena je prišla tudi tako nizko. Ja, jaz bi rekel, da je kar tale cena vseeno močnejša, zato ker tukaj so samo tele sence prišle in se takoj odbile nazaj, tako da tukaj pa res so se tudi tele body odbile. Tako bi rekel, seveda, ok, to je prvi line of support, to je drugi line of support. Tako bi temu rekel tako, ampak tale se mi zdi močnejši, zato ker zaradi teh svečk, ki grejo čez. Se pravi, ja, imamo extension, imamo contraction in ta contraction, se pravi, ko se market krči, se lahko zgodi v v različnih oblikah, seveda to so trikotniki, ta trikotnik, ok, bom to pobrisal, ok, če pobrišem, pa ja, pobrišemo vse, začnimo od začetka. Trikotniki, imamo enakomerne trikotnike, enostavno to je ta contraction, ko se kupci in prodajalci ne morejo odločiti, kaj bi naredili, oziroma se kot neka bitka med njimi. In vedno se to zaključi, tako. In v eni točki že pridemo tako blizu, da ali zmagajo prodajalci in takrat kupci se odločijo, veste kaj, to je zdaj, pač odnehajo, dovolj časa smo tukaj ugotavljali, kam bomo šli, očitno so nas kupci premagali in popustijo in to naredi še večji moment in isto v drugi smeri. In te trikotniki so lahko v večjih oblikah, to je enakomerni in tukaj v bistvu pri temu vidimo tak padajoči trikotnik, če kar trikotnik narišem tukaj, pravi ta. Podobno kot pri enakomernem, se to zgodi tudi pri temule, oblika malo drugačna, še ima gre za podobno stvar,
se trada malo drugače, ker tukaj pri enakomernem trikotniku uporabljamo to srednjo črto kot izhodišče za kasnejši support. Tukaj je to malo drugače, bomo vzeli kar to spodnjo črto kot support. To je edina razlika. In ja, se pravi, imamo ta trikotnik in vidimo to, kako se tudi odbija od zgornjega trendlina, se pravi, od tega supporta in od tega tukaj gor. Tudi, če pogledamo, kolikrat smo se že odbili od tega. Se pravi, 3krat že tukaj vidimo, 2krat tukaj, se pravi, že 6krat smo se odbili. Se pravi, slej ali prej bo ta trikotnik se odločil, da bo šel v eno ali v drugo smer. To je to. Tako da, ja, res zanimiv čas za Hive, po mojem mnenju. Pogledal bi še eno stvar, eden mojih mentorjev, Chris Terry, je vedno govoril, da te trikotniki naredijo breakout na 75%. To je v teoriji, jaz osebno, ko gledam te karte, ne opažam tega. Enostavno, ja, to je v Forexu, Chris Terry, on se predvsem ukvarja s Forexom, pravi, da se to pri 75% zgodi. Ja, po mojih izkušnjah, kar sem jaz to gledal, temu ni tako, ampak vseeno. Pa si pogledamo, kaj se tam zgodi na 75. Mislim, da smo že skozi čisto tako na občutku. Ja, v bistvu je to, ja, jutri smo na 75%. Spravi, po njegovem poprečju naj bi se tukaj jutri zgodilo nekaj ključnega. Jaz mislim vseeno, da malo kasneje, ker vseeno to ni Forex. In čisto predvsem zaradi teh sveč, ker vidimo, da tukaj se nekako cena ne more odločiti, v katero smer. Poglejmo tele body telih sveč, ki res gre v stran. Pogledamo to. Tako da vsekakor naslednjih nekaj dni zelo zanimivih za Hive, ker imam tudi sam nekaj Hive-ov in tudi poznam kar nekaj ljudi, ki imajo tudi sami Hive. In pogledajte, kaj se dogaja z volumnom, vsekakor zanimivo. Gledal spodaj, kako pada. Kar je za dolgoročne nakupe pravzaprav dobro, zato ker kadar volumen pada, zanimanje pada in cena pada, se pravi, je bolj ugoden. Tako da nikamor se ne mudi za tiste, ki iščete nakup, ampak v naslednjih nekaj dneh. Če vidimo, če zaključimo z nekaj dni, če zaključimo izven cene, izven tega trikotnika, nad trikotnikom sem zelo optimističen, da bomo šli više. Če zaključimo niže, ja, ni tako dobro, ne. Je pa res, da se včasih tudi zgodi, kar je pa zelo nevarno, se pa ta zgodi false breakout, kar smo že govorili pri Bitcoinu velikrat, na kar sem tudi opozarjal, kar je zadnja stvar, kar hočemo videti. Je ta false breakout, to je pa tista zadnja stvar, ki jo hočemo videti, zato ker je veliko krat se ljudje, oziroma se traderji takrat štejemo, ker pridemo više in smo, kupujemo, ampak je to v bistvu samo past, ni dovolj volumna in pademo dol še močneje. In v drugo smeri enako, se pravi, če gremo dol, ampak enostavno ni dovolj, ne dobi tistega momenta pravega, gre potem v drugo smer še močneje. Enako velja za drugo smer. Tako da to, in ja, če si pogledamo še drugo stvar, kako visoko gre lahko ta naš Hive. Zdaj pobrišimo se to. Porabimo tale Fibonacci extension in povežemo swing low, ki je bil tukaj, tle vidimo double bottom tukaj in tukaj, na 215 satoših, povežemo vrh. In jaz bom povezal, lahko povežemo ali to, jaz bom kar povezal tole cono, zato ker se mi zdi tako močnejša. In ja, o tem smo že govorili, zelo močne cone so 1 in 1,6.
0,618. Se pravi, kje vzeti profit. Tukaj gor. Ne, seveda, to bo veliko kasneje, to je dolgoročna naložba, če gledamo v to, to je seveda za čas, ne vemo, koliko časa to traja, ampak je vsekakor vsaj še, recimo, če to raztegnemo, Fibonacci time retracement, time zone, če pogledamo vsaj še enako obdobje, kot je šlo nadol, se popravljalo na gor, je to vsaj do aprila, preden pridemo gor. In če to traja 3-krat dlje, to mora trajati do maja, da lahko pridemo. Seveda, prej bomo pretestirali še prejšnji top. In zanimivo je tudi, da je ta 0,618, ki je zlato število v tradanju. Vsekakor za bolj konzervativne traderje vzajemo tudi tukaj lahko profit, se pravi, če vstopimo tukaj nekje. Pravi, tukaj, tukaj in tukaj so nekako cone, kjer bi vzel profit. Ja, in stop loss, če pa recimo vedno moramo vedeti, ok, kje vzamemo profit, po drugi strani, kje vstopamo, se pravi, ko vidimo ta trikotnik, kaj se bo zgodilo s tem trikotnikom. Če si pogledamo tole, spravi smo rekli tale, ok, tale je naš močen support, ta tukaj, okrog tele, oziroma bomo tole uporabili. Se pravi, jaz bi idealno, če hočemo bolj konzervativno, bom rekel tako, če ti želimo bolj siguren trade, ki še vseeno veliko obljublja, bi dal stop loss pod 754 satoshijo. Se pravi, vstopimo, ok, tukaj se bo v nekaj naslednjih dneh to izkazalo, kam bomo šli. Sedaj pa poglejmo long position. Se pravi, recimo, da vstopimo nekje tukaj. Imamo stop loss tukaj. In vzamemo prvi profit. Imamo na prvem profitu risk to reward 1:4, kar je super. Drugi, tukaj, kjer imamo 2:6. In tretji profit na 4,67, se pravi 460% profita. To je nekako tisti maksimalen, ki bi ga iztisnil iz hiva. Ok, to je to. Bom čez nekaj dni objavil še en video, ko se bo tole malo razjasnilo, mogoče čez teden, dva, ko bomo dobili bolj jasno sliko, kar se tega tiče. In ja, me prav zanima. Seveda upam, da bo šlo na to gor. Mislim, da ima dobre šanse, da je to na gor, glede na to, kako močen support ima tukaj. In če poznate, se pravi, to je tehnična analiza. Če pogledamo fundamental analysis, za kar jaz nisem strokovnjak, vseeno sem si prebral white paper in tako naprej. Mislim, da ima potencial vsekakor. Ok, tako da ne bom dolgo vezil, to je to, kaj se tiče hiva. Mislite kaj, bom jaz kar zaključil tukaj s tem videotom, ker drugače se bo to preveč razveliko, če grem še na druge altcoine, ki sem jih želel danes pokomentirati. Tako da bom raje naredil več videotov za vsak kovanec posebej. Tako da, like, share, subscribe. Bye bye.